Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji božično obarvani slovenski pravljici se bomo odpravili v pravljični gozd, kjer se prijazne živali pripravljajo na svoj prav poseben praznični večer. Vsaka žival ima svojo nalogo, vsak prispeva kar lahko. Od hrustljavih oreščkov in dišečih medenjakov do bleščečih sladkornih palčk. In ko že vse kaže, da bo praznovanje popolno, se zgodi nekaj nepredvidljivega. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici nastali izpod peresa slovenske pisateljice Helene Kraljič z naslovom Božič v gozdu. Snežinke so nežno sedale na veje smrek in jelk ter se bleščale v zvezdnati noči. Dan pred božičem so se živali pripravljale na praznovanje. Veverica Vika je nabirala oreščke. Jazbec Janko je iskal smrečje. Lisica Lara je pripravljala maso za medenjake. Sova Sonja je poiskala cimetove palčke. Volk Vlado je s svojima mladičkoma delal božične lizike. Medved Mitja pa je v brlogu glasno smrčal. A živali to ni motilo. Navdušene so k smrečici znašale stvari, ki jim bodo tudi letos pričarale božični utrip. Jazbec bodiko in storže, lisica tople medenjake, veverica orehe, sova vroč cimetov čaj, volkovi pa sladkorne palčke. Ko je volk tretjič prišel do smrečice, je presenečeno vzkliknil. Kje so naše sladkorne palčke? Za njim je čez nekaj trenutkov priskakljala veverica in očitajoče pogledala volka z mladičkoma. Ste vi pojedli orehe? Čez čas se je pojavila še lisica in obtožujoče pogledala druščino. Menda niste snedli vseh medenjakov? Odprtih ust sta ostala tudi jazbec in sova, ki sta razočarana povedala, da so izginili tudi zimzelene rastline in vrt s čajem. Živali so nejevoljno stale ob smrečici in se spraševale, kdo jim je odnesel vse, kar so pripravile za praznovanje božiča. Veverica Nika je splezala na drevo. Nikogar ne vidim, je zavpila. Sova Sonja je poletela nad krošnjami. Nikogar ni opaziti, je naznanila. Volk Vlado je prvi opazil stopinje v snegu, ki niso pripadale nobenemu izmed njih. Živali so stopile bližje in jih ogledovale ter ugotovile. To so sledi zajčjih tačk. Ampak se v našem gozdu ni nobenega zajca, je ugovarjala veverica Vika. Do zdaj ga ni bilo, je rekel volk Vlado. Občutek imam, da nas bo sled pripeljala do novega soseda. Medtem je zajec Zvonko v svojem brlogu veselo žvižgal in zlagal dobrote na lepo okrašeno mizo. Upam, da jim bo praznični prt všeč, je na glas razmišljal. Prvi vtis je najpomembnejši. Živali so sledile stopinjam. Kot so predvidevale, so jih pripeljale do zajčevega brloga. Odločno so potrkale na vrata. Enkrat in še enkrat in še enkrat. Vrata so se plašno odprla. Ven je pokukal zajčev smrček. Takoj nam vrni stvari,
ga je napadla lisica in jezno uprla roke v boke. Zajec je molčal in začuden gledal jezne obraze. Živali so brez povabila vstopile v njegov brlog in jemale iz njega stvari, ki jih je zajec Zvonko odnesel. Volk je opazil njegov presenečeni pogled in ga vprašal: Zakaj si nam odnesel stvari, ki smo si jih pripravili za praznovanje? Nisem vedel, da so vaše, je jecljal Zvonko, ki si je v tistem trenutku želel, da bi se ugreznil v zemljo. Včeraj sem se vselil in hotel sem vse presenetiti s povabilom na božično večerjo. Zardeval je, se s cmokom v grlu opravičeval in hotel pobegniti v najbolj skrit kot svojega doma. Živali so se spogledale in ugotovile, da so se prenaglile. Saj nisi mogel vedeti, ga je tolažil jazbec Janko. Bi nam pomagal odnesti stvari nazaj k smrečici? Je spravljivo vprašala veverica Vika. Morda vzameš s seboj tudi praznični prt, je predlagala lisica Lara. Božični večer bomo praznovali skupaj, je poudaril volk Vlado. Sova Sonja pa je bila razpleta tako vesela, da se je 3-krat zavrtela in priznala: Tako rada imam praznovanja. Zajec se je presrečen nasmehnil in z njimi odskakljal k božičnemu drevescu. Skupaj so ga res lepo okrasili. Storži in bodiko, z medenjaki in sladkornimi lizikami. Zajec Zvonko pa je dobil najlepše darilo. Sova Sonja, ki je bila letos na vrsti, da na drevesce pripne zvezdo, je stopila k novemu sosedu in rekla: Zvezdo lahko ti postaviš na vrh. Zvonko je bil počaščen. Hvala vam, to bo moj najlepši božič, je iskreno povedal in si s tačko skrivajo toru solzo. In res je bil. Še medved Mitja je ta večer prišel iz votline in se jim pridružil. Bravo živali za čudovito praznično veselje, ki je tudi nam narisalo nasmešek na obrazu. Ne pozabimo, da pravi čar božiča ne tiči le v lepih darilih, temveč v medsebojni povezanosti, prijaznosti in skupnemu delu. Vabim vas, da prav vsi prižgemo iskrico veselja v naših srcih in z majhnimi dejanji polepšamo praznike vsem tistim, ki jih imamo radi. Otroci, naj vam še prišepnem, da imam za vas prav posebno presenečenje. Namreč v novem letu samo za vas odpira vrata Moj kotiček znanja. Čisto nov YouTube kanal, kjer bomo skupaj raziskovali zanimive teme, se učili na zabaven način in odkrivali čarobni svet znanja. Lepo se imejte, želim vam prijetne praznike in naj vas še spomnim, da v mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete številnim prazničnim pravljicam. Prijeten božični pozdravček. Čau, čau. Bravo živali, res čudovit božič.